naslednjih približno recimo dobrih 50 minutah bodo trije predavatelji govorili predvsem o alkoholu pri starejših. Z vidika ranljivosti, z vidika možnosti preprečevanja in seveda o stališčih. Prva predavateljica je dr. Ivanka Huber z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ivanka, izvoli. Lep dober dan. Hvala vsem govornikom pred mano in lahko samo potrdim, da vse vaše aktivnosti, vse, k čemer ste si prizadevali, so se dejansko tudi udejanjile v naši raziskavi, o kateri vam bom na kratko spregovorila in katere drobec rezultatov bom podelila z vami. Zelo pogosto prepoznavali projekt SOPA kot eno izmed praks premoščanja mnogih ovir, na katere lahko naletijo osebe, skupine z različnimi oblikami ranljivostmi. Preden pa se osredotočim na samo raziskavo in te drobce izsledkov, bi vam rada pokazala oziroma bi se osredotočili na to, kaj sploh je ranljivost, ker kot vedno in kot se srečujemo z vsemi teoretičnimi zadevami, obstaja več konceptov. Nekako smo se mi osredotočili na dva in potem ta drugega zelo posvojili. In sicer ranljivost, kot smo razumeli snovalci raziskave in tudi raziskovalci te raziskave, o kateri bom govorila nadalje, smo razumeli širše. Človeka smo gledali kot človeka posameznika na presečišču različnih, tako individualnih kot družbenih procesov na vseh treh ravneh. In vsi ti procesi potem res imajo vpliv na človekovo življenje in seveda tudi na samo ranljivost v zdravju in na drugih področjih. Zato nikakor nismo ločevali področje zdravja od vseh drugih področjih. Torej, sama ranljivost je bila v naši raziskavi dojeta kot neka relacijska kategorija in pa tudi kot proces, ki pa se stalno spreminja. Spreminja se tako od posameznika do posameznika, kot tudi v različnih časovnih obdobjih. In seveda se tudi v različnih življenjskih obdobjih posameznika razlikuje. Na to vpliva mnogo okoliščin, ki so seveda specifične od posameznega lokalnega okolja, odvisne od marsikaterih tako družbenih, ekonomskih kot tudi političnih dejavnikov in pa seveda vpliva tudi na razne procese kombiniranja več vrst ranljivosti. Kot sem že rekla, več vrst ranljivosti poznamo, običajno gre za preplet vseh teh ranljivosti. Redko kdaj se zgodi, da bi bila ena sama vrsta ranljivosti. Kot bom kasneje predstavila, ko bom govorila o starejših prebivalcih, ki so jih sogovorniki iz raziskave prepoznali kot osebe z ranljivostmi, boste lahko opazili, da gre za preplet tako ranljivosti, ki izhaja iz starosti, iz spola, iz socialno-ekonomskega položaja in tudi iz zdravstvenega stanja. Torej, kar več teh oblik se lahko prepleta. Kar pa nikakor ne pomeni, da so vse starejše osebe že takoj a priori ranljive, nikakor ne. Kaj kažejo izkušnje oseb, ki imajo tako ali drugačno obliko ranljivosti? Te izkušnje kažejo, da imajo številne ovire pri skrbi za lastno zdravje in da imajo tudi ovire pri dostopu do samega zdravstvenega sistema, zdravstvenega varstva. Raziskava, ki sem jo že omenila na začetku, je potekala v okviru projekta MOST in sicer v letih 2018-2019. Gre za obsežno raziskavo, ki se je izvajala v 25 okoljih. Izvedenih je bilo 417 intervjujev, v katerih je sodelovalo kar 629 sogovornikov. V tej raziskavi, kot tudi že v predhodni raziskavi, ki je potekala v projektu Skupaj za zdravje v manjšem obsegu, nas je zanimalo, kdo so prebivalci, ki imajo ranljivosti, s kakšnimi ranljivostmi se srečujejo prebivalci Slovenije, s kakšnimi ovirami se srečujejo in pa seveda, kako se lokalna okolja, institucije in še kdo na te ovire ranljivosti tudi odzivajo. Kaj smo ugotovili? Kot rečeno, bom samo drobec iz raziskave delila danes z vami. Vse več in podrobneje si lahko preberete tudi sami v monografiji Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji, ki je prosto dostopna na spletni strani.
Iz vsega bogatega terenskega materiala, ki smo ga pridobili z raziskavo, je bilo mogoče strniti 20 kategorij skupin z ranljivostmi, ki pa imajo, vsaka od teh kategorij pa ima seveda številne podkategorije, kot boste videli to na primeru starejših prebivalcev. To, kar smo uvodoma omenili, da gre največkrat za preplet ranljivosti, za kompleksne ranljivosti, ki se dogajajo v različnih obdobjih človekovega življenja, se je z raziskavo potrdilo. Tukaj vam samo prikažem vse te kategorije, opozorila pa bi vas na starejše prebivalce, o katerih bomo nadalje nekaj povedali, in pa tudi na osebe zasvojene z alkoholom. Naši sogovorniki so mnogokrat prav poudarjali, izpostavljali osebe, ki so zasvojene z alkoholom, tako starejše kot tudi mlade, ki imajo mnoštvo ranljivosti. In seveda s tem tudi potem ovir do samega zdravja, zdravstvenega sistema in tudi do drugih storitev. Tukaj vam prikazujem, pa tega nikakor ne nameravam brati, ampak samo prikazujem vam tudi še na naslednjem diapozitivu v tako, ko so sogovorniki prepoznavali, izpostavljali starejše prebivalce kot skupino z ranljivostmi, kot osebe z ranljivostmi, niso enoznačno govorili o ranljivosti starejših, ampak so jih zmeraj postavili v kontekst. Ali so torej govorili o starejših osebah, ki imajo slab gmotni položaj, torej nizke dohodke, ali so govorili o starejših, ki so izolirani, odmaknjeni, osamljeni, ali tudi o starejših, ki so nepokretni, ki so vdovi, vdovce, ki so samski, ki imajo kronične ali druge bolezni, ali so kako drugače ovirani oziroma so pri njih zaznali ranljivost. Kar nas je presenetilo. Pričakovali smo, da bodo sogovorniki izpostavili starejše prebivalce kot osebe z ranljivostmi. Presenetilo nas je po raziskavi to, da so tako natančno, tako tankočutno prepoznavali v vsakem posameznem okolju specifične ranljivosti. Zelo se je izpostavilo in tudi sogovorniki so zelo poudarjali geografsko oddaljenost kot oviro. Starejše, ki živijo v razpršenih zaselkih, oddaljenih zaselkih in zaradi pomanjkljivega oziroma sploh neomogočenega javnega prevoza potem nimajo dostopa do osnovnih storitev, ki bi jih potrebovali za svoje vsakodnevno kakovostno bivanje. Ovire pri dostopu do zdravstvene ali druge pomoči so številne. Preveč, da bi jih lahko naštevala in tudi preveč, da bi jih lahko zapisala. Sem skušala strniti glavne sklope teh ovir, s katerimi se seveda soočajo tudi starejši prebivalci. Tako opazimo socialno-družbene ovire, tu gre za socialno izključenost, izoliranost, revščino, pomanjkanje socialne mreže, potem, kot sem že omenila, ovire, ki izhajajo iz geografske oddaljenosti, ovire v dostopu do samega zdravstvenega zavarovanja, tudi ovire, ki izhajajo iz delovanja zdravstvenega sistema, kot so dolge čakalne vrste, plačilo ali doplačilo zdravstvenih storitev oziroma zdravil, in pa posledično seveda tudi starejši prebivalci se soočajo z ovirami v dostopu do preventivnih programov in obravnav. Da pa ne bomo govorili samo o ovirah in pa o ranljivosti, številne, prav tako številne kot ovire so tudi prakse premoščanja ovir. Raziskava je pokazala na specifične, torej lokalno specifične prakse premoščanja ovir, kot tudi na sistemsko vpeljane, že uveljavljene prakse. In tako spet je preveč vseh aktivnosti, vseh dejavnosti, vseh projektov, ki se dogajajo v posameznih okoljih, da bi jih lahko naštevala, lahko jih pa strnemo v sistemsko vpeljane prakse. Tukaj mislimo na vsa področja, ki so že uveljavljena v sistemih, torej razna zakonodaja na področju zaposlitve, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, ki omogoča potem premoščanje ovir posameznikom. Zelo pomembno obliko premoščanja smo prepoznali kot socialno naravnanost lokalnih okolij in pa tudi institucij. Lokalna okolja in institucije v njem zelo dobro formalno ali tudi neformalno sodelujejo, se združujejo, to ste lahko opazili tudi v predhodni predstavitvi, ko smo poslušali, kako dobro regijske
območne enote sodeluje z vsemi institucijami in prav ponosni smo lahko na to, da je tako sodelovanje zelo upeljano in uspešno, verjamem, da tudi učinkovito. Potem kot naslednja oblika premoščanja ovir so tudi programi in projekti, ki so seveda financirani iz različnih virov. Kot sem že omenila, zelo so sogovorniki izpostavljali in prepoznavali kot eno izmed praks premoščanja ovir projekt Starejše za starejše, potem tudi projekt SOPA so omenili, pomoč pri elektronskem naročanju raznih društev upokojencev, tudi imajo računalniške delavnice za starejše, materialno pomoč nudijo Rdeči križ, Karitas in pa tudi izpostavili so same delavnice na temo zdravega načina življenja. Izvaja Center za krepitev zdravja in tudi patronažna služba v lokalnem okolju. Seveda potem so tu še en kup neformalnih pomoči, ki se zgodijo tako, ko je nuja, ko je potreba, in pa zasledili smo tudi kar precej možnosti pomoči oziroma praks premoščanja ovir, ki jih lahko uvrstimo v sklop storitve na trgu, ampak te moram reči, da so še najmanj učinkovite, ko govorimo o premoščanju ovir za osebe z ranljivostmi. Tako zelo na kratko strnjeno, samo en drobec iz same raziskave, ker kot rečeno, iz vseh teh številnih intervjujev, pogovorov, sogovorniki, je kar številnost izsledkov in tudi zelo povedni so ti izsledki, ampak kot smo videli, pa že nekajkrat se je zavrtelo tudi tekom dneva pregovor, če hočeš iti hitro, pojdi sam, če hočeš priti daleč, pojdi skupaj z drugimi. Verjamem, da ste s projektom SOPA uspeli to še kako udejanjiti, tako da hvala. Najlepša hvala, dr. Huber, za to predstavitev. Kar je za poudariti iz uvoda te predstavitve, je, da ko govorimo o ranljivostih in ranljivih, izpostavljamo predvsem ranljivost. Ne govorimo toliko, da je neka skupina, neka populacija ranljiva sama po sebi. Pomembne so tudi okoliščine, v katerih se ta oseba nahaja, in okoliščine prispevajo k ranljivosti. K besedi pa zdaj vabim profesor dr. Jožeta Ramovša, predstojnika Inštituta Tona Trstenjaka, ki bo govoril o možnostih in mejah za preprečevanje alkoholnega omamljanja pri starejših. Izvolite, profesor. Dober dan, lep pozdrav. 3 prosojnice imam, pa jih ne bom dal, ker morda smo že utrujeni od tega, pa nič ne bo. Rekli so mi, da 3 misli so potem pomembne v tem mojem predavanju. Prva je starejši ljudje, to se pravi 3. življenjsko obdobje po upokojitvi. Tukaj smo pravkar poslušali, pa že tudi do zdaj je sledilo iz vsega teh 3 ure lepega pripovedovanja o dogodkih, da starejši ljudje po upokojitvi so pravzaprav največja rizična skupina za alkohol, za omamljanje z alkoholom danes in v porastu. Druga misel je preprečevanje alkoholnega omamljanja pri starejših, to pa se pravi malo bolj konkretno, varovalne dejavnike in dejavnike tveganja. Tretja misel, tretja prosojnica pa možnosti in meje za to preprečevanje danes. Če gremo pri prvi, se pravi starost. Starost je drugačna, kot sta mladost in srednja leta. Vstopanje v življenje, prvo tretjino življenja, pa potem življenjski zenit z vlogami, odgovornimi v družini, službi, družbi, je drugačno, kot je mladost, in mladost drugačna kot srednja leta. Čas po upokojitvi je pa od obeh še bolj drugačen. Ni manj vreden, je pa zelo drugačen. Tega se na nek način danes ne zavedamo dobro, zato je zelo tendenca, da ukinjamo v zavesti razlike starostne. Da smo vsi ena generacija, je parola. To pa pomeni, da ta klasična antropološka delitev v mladostno vstopanje v življenje, v zenit življenja, srednja leta
in tretje življenjsko obdobje z zorenjem nekako skušamo negirati, vendar je pa to razliko za preventivo omamljanja z alkoholom zelo pomembno ohranjati. Seveda je pa tudi današnje poudarki so zelo pomembni, da je celo življenje ena sama, en sam življenjski ciklus, ena celota, ki je ne smemo deliti preveč na kose, in druga zadeva, da so generacije zelo različne med seboj glede na čas rojstva. Recimo tradicionalisti ponavadi rečemo rojeni pred 45, potem ta največja baby boom generacija, ki se je zdaj začela starati, stopati v tretje življenjsko obdobje, pa X, pa Y, pa tako naprej. Pa tudi pomembne kulturne razlike so zelo pomembne, recimo staranje zdaj v Evropi ali pa staranje v Indiji je zelo drugačno. Ta osnovna antropološka delitev, ki jo na nek način poudarjam, pa zastopam, o mladosti, o srednjih letih in o starosti, je po moje zato pomembna, da jo imamo pred očmi pri preventivi alkoholnega omamljenja v vseh življenjskih obdobjih, ker na tem gradimo lahko glavne varovalne dejavnike, z druge strani so pa na to vezani glavni dejavniki tveganja. Če pogledamo še majčkeno današnje posebnosti, to bi bila druga točka prve prosojnice, kakšne so pa današnje posebnosti staranja? In ena od njih je gotovo subjektivna dolgoživljenje, dolgoživost. 1/3 dlje živimo v povprečju, pri nas pa po celem svetu, zlasti pa v razvitem svetu, kot so naši dedje. Druga značilnost, ki je zelo pomembna za dejavnike tveganja za alkoholno omamljenje in za varovalne dejavnike, pa je velik delež starih ljudi v družbi, to se pravi demografsko staranje, s 4 zahtevnimi nalogami, relativno novimi nalogami držav in civilne družbe. To pa pomeni ohraniti ob staranju prebivalstva tam do leta 2060 human, finančno in kadrovsko vzdržen sistem dolgotrajne oskrbe. Dolgotrajna oskrba je rizičen dejavnik za omamljanje in za oskrbovance in za oskrbovalce. Ta zgodba o ohranjanju dolgotrajne oskrbe, kjer smo v Sloveniji kot državi četrt stoletja za povprečjem Evrope, je pomembna. Zdaj imamo 4% ljudi v dolgotrajni oskrbi, v naslednjih letih, desetletjih jih bomo imeli 2 do 3-krat več. Tako da to je prva, druga zdravo staranje, in sicer celostno, telesno, duševno, socialno zdravo staranje, kar smo pri teh dogodkih zdaj 3 ure poslušali. Zdaj je zdrave tretje generacije, ki potrebuje namenske programe za telesno, duševno in socialno zdravo staranje, četrt prebivalstva, 25%. V preteklosti je bilo to 10%. V naslednjih letih, desetletjih bo ta številka 40%. Tam nekje. Tretja velika naloga, posebna in zelo rizična, je gospodarska vzdržnost, recimo Evrope, pa tudi drugega razvitega sveta, Japonske, Združenih držav, Južne Koreje in tako naprej, Avstralije, ob staranju zaposlenih. Pred 20 leti je bilo za vzorček nad 50 let starih zaposlenih, že zdaj pa v naslednjih letih jih bo v večini evropskih podjetij nad 50% starih nad 50 let. To se pravi, to je bistvena novost, zelo, zelo rizična. In četrta, kakor so jo definirali, je usposabljanje vseh generacij, celotnega prebivalstva 100% za novo post-tradicionalno solidarnost med ljudmi in med generacijami. Te posebnosti, dolgoživost na individualni ravni in velik delež starih ljudi v družbi z 4 nalogami,
od tukaj moramo iskati dejavnike tveganja in njim ustrezne varovalne dejavnike. In še tretja, misel o starosti, staranju, ki je pa nasprotna temu, kar sem do zdaj govoril, da je starost drugačna in da se danes drugače staramo, kot je bilo to v preteklosti. To je pa misel, da je o enakosti. Ob vseh teh razlikah med generacijami je pa odločilna temeljna enakost, in sicer česa? Absolutna enakost človeškega dostojanstva slehernega človeka v vseh življenjskih obdobjih. In sicer objektivna enakost dostojanstva v družbi, v skupnosti, pred zakonom in tako naprej, v dostopnosti do zdravja, se pravi na objektivni ravni, in na subjektivni ravni, se pravi v mojem doživljanju moje starosti. Jaz sem primer, 73 letos bom 74, to se pravi, kako doživljam sebe kot starega človeka. Koliko mi je koža v mojih letih prav, ali enako prav, kot je bila pred 30, pa pred 60 leti, ko sem bil mladostnik, ali mi je manj prav. To se pravi, enakost objektivna v družbi in enako vrednost, ali pa če že hočete, enaka smiselnost mojega življenja v mladosti, v srednjih letih in zdaj v tretjem življenjskem obdobju. To je conditio sine qua non za vsako preprečevanje omamljanja in zasvojenosti. Vsi drugi varovalni dejavniki, če tukaj skrhnemo, padejo. Če gremo zdaj na drugi, srednji diapozitiv, je pa pod tem vidikom staranja, starosti, staranja danes pri nas, kakšni so izraziti dejavniki tveganja za alkoholno omamljanje starih ljudi ali pa ljudi v tretjem življenjskem obdobju, boljše, da ne bom uporabljal besedo, ki je mnogim mrzka starost, ne? To se pravi, kateri so dejavniki tveganja, taki šolsko izraziti, in kateri so njim nasprotni varovalni dejavniki, pri katerih ki prve pokrivajo. No, zdaj pa imamo pred sabo to in je prozornica, smo potem na naslednji. Tu so trije pari. Glejte, tu pred seboj imate zdaj 3 pare, po en varovalnik dejavnik in en dejavnik tveganja. Prvi dejavnik tveganja je ta, ki sem že prej omenil, ko sem rekel, ne smem govoriti, da sem jaz star človek, ne? Ker potem boste rekli, Jože Ramovš ni in. On niti govoriti ne zna. To je staromrzništvo. No, ageism, mednarodna beseda, nepravilno. Dobri slovenisti so rekli, da slovenjenje ageizma s starizmom je skrajno neprimerno, in so potem našli paralelo z delomrzništvom, staromrzništvom, ki se kar lepo prijema. To pa pomeni, starost nam je danes mrzka, subjektivno, meni ne paše, da sem star, recimo. Moji generaciji ne paše, da sem star. Bolje biti pijan nego star. Bolj star, bolj nor. To se pravi, je nekaj tako neprijetnega, da je tudi beseda star s tem postala neprijetna, medtem ko beseda mlad je pa nevtralna. To, če človek sam subjektivno ne sprejema svoje starosti kot enako smiselnega dela življenja, kot sta bila mladost pa srednja leta, in če družba marginalizira starost, na nek način jo ima za ne vem kaj, mrzko, ne bodi si ga treba, stroški, veliko bolezni, 3/4 zdravstvenih stroškov in tako naprej. V tem primeru, gledajte, je ta zgodba zelo, zelo hud dejavnik tveganja, ne samo za omamljanje z alkoholom, ampak vsakršno omamljanje in vse zasvojenosti. Tem nasproten varovalni dejavnik, ki je pa zelo močan, tudi danes, bolj kot kdajkoli ga imamo na razpolago, je pa osebno zorenje.
in sožitno zorenje. Osebno zorenje pomeni najti resurse po upokojitvi, ki niso manj smiselni za življenjsko samouresničenje po Maslowu, kot so mladostno izobraževanje in priprava na življenje in aktivnosti, vloge, uspehi v srednjih letih življenja v službi, v družini in v civilni družbi ali v državi. Vendar niso na istih mestih, to osebno zorenje je zelo na področju drugem. Ni na področju telesnem, ni na področju duševnem, tukaj je upadanje, je pa na področju eksistencialnem, smisla, zorenja izkušenj in s tem povezanega tudi sožitja. Nikdar človek ne more za lepo sožitje, za dobro komuniciranje, za sprejemanje svojih vlog, za zorenje življenjskih izkušenj toliko narediti, kot po upokojitvi, ko ima 1/3 časa, ali pa če hočete 2/3 budnega časa, ki ga je prej dal za službo, na razpolago sam. To je velik neizkoriščen varovalni dejavnik, ki parira dejavniku pometanja starosti pod preprogo na subjektivni ravni in na objektivni družbeni. Drugi par je osamljenost in strah kot dejavnik tveganja, jaz jih skupaj obravnavam, čeprav strah, psihoterapeuti polovico ali pa več o strahu študiramo in vidimo, da je dejavnik tveganja za vse duševne motnje. Danes pa je v ospredju prihaja osamljenost. Verjetno imate pred očmi ali pa informacije recimo v novejših delih, naprimer pred dobrima 2 letoma je Špicer napisal, eden vodilnih nevroznanstvenikov v Evropi, knjigo Osamljenost, na temelju 450 svežih raziskav. Potem tudi je v slovenščini od lani tudi ta knjiga že čisto sveža. Potem tudi Scher je od leta 15 spremlja osamljenost, kako postaja pravzaprav bolezen ali simptom, kakor kdo temu reče, se prebija na prvo mesto. To se pravi, osamljenost s strahom in negotovostjo je dejavnik tveganja, ki ga je pri današnjih starostnikih, pri ljudeh v današnjem 3. življenjskem obdobju nujno upoštevati. Nasprotje temu je pa možnost varovalnega dejavnika, ki je pa enoumno v antropološki gerontologiji glavna prednost starosti, je pa veselje nad življenjem. Jaz lahko rečem, mlad ne bom umrl, čeprav sem pri 3 letih se z bombo ponesrečil s 3 bratranci in so vsi 3 umrli prvi teden, jaz pa gotovo ne bom mlad umrl. Potem je ponos na tisto, kar je človek naredil, kar je težkega zdržal, in hvaležnost. Ta trojka je subjektivni varovalni dejavnik, ki zelo, zelo pretehta nad vso osamljenostjo in strahom. Tretji par, v tretjem paru pa je recimo moj učitelj Frankl, Trstenjak sta dobra, to je pa bivanjska praznota. Sedanja baby boom generacija naša, ki je najbolj generacija, ki je največ sreče imela v zgodovini človeštva, ni imela v razvitem svetu vojn velikih, ni imela lakote, ni imela pomankanja, to je generacija obdobja, generacija, ki smo 68. leta pravzaprav prevrednotili vrednote, zavrgli vrednote preteklosti staršev, praktično vse glavne, in od takrat gre svet po drugih vrednotah z razvrednotenjem tradicionalnih na nek način. Glejte, ko pa ta generacija, ki je z druge strani tudi skoraj 2-krat večja, kot so generacije naših otrok in vnukov po rojstvih na leto, ko pa se ta generacija staramo, nam pa devize, na katere smo stavili, ne špilajo. Staranje ne špila na tem, kar smo imeli pa delali, staranje, zdravo staranje, smiselno staranje, špila na tem, da priznam vse življenjske izkušnje in jih predelam, slabe kompostiram,
dobre pa, kot je prejšnji varovalni dejavnik, se jih veselim, sem na nje ponosen, za nje hvaležen, pri sebi in pri vseh današnjih sodobnikih. To pa pomeni, kar nekateri moji znanci pa kolegi po svetu, terapevti za staranje, Lukasova je recimo taka, je pridelek, življenjski pridelek, ki je v kašči, v shrambi, tega moja generacija ne vidi veliko, čeprav ga ima veliko, vidi pa zelo veliko pravic, ki jih v starosti ne moreš uresničiti. Pravica do zdravja je seveda javna skupna, vendar pravica, da sem brez kroničnih nalezljivih bolezni in brez starostnega pešanja, telesnega in duševnega, ta pravica je največja iluzija, ki je kdo kdaj hotel imeti, to pa pomeni sprejemanje sebe, realizem, sprejemanje drugih ljudi, da ni proti zagrenjenosti, črnogledosti, sitnobi, kritiziranju in jamranju starih ljudi. Glejte, to je pravzaprav sprejemanje realnosti take, kot je, subjektivne in objektivne v družbi. Sprejemanje realnosti pa pravzaprav nasprotje vsake omame in vsake zasvojenosti. Tako da te tri dejavnike tveganja, se pravi bivanjsko praznoto, strah in osamljenost, pa odpor do staranja in njim adekvatne tri močne varovalne dejavnike proti alkoholnemu omamljanju in vsakem drugem omamljanju in zasvojenosti. Ne samo tableti ali karkoli, ampak tudi omamljanju z jamranjem in tako naprej. Tukaj je en nabor tega. Zdaj pa, če gremo na zadnje minute na zadnjo. Ja, takole, jaz uro samo pogledam. 6, se pravi, da zdaj predavam 20 minut, rekli so me 30 minut, pa ker smo v zamudi, boljše malo manj, a drži. Tretja prosojnica in zadnja je pa, piše vam strokovna in politična vseka v preprečevanju in zdravljenju danes. 20. stoletje je imela dva velika plimna valova v reševanju problematike alkoholizma in sicer v zdravljenju. V 30. letih anonimni alkoholiki, ki so se potem širili v 40. 50 letih in do danes, in 60. 70. leta socialna psihiatrija, tukaj tudi naš Hudolin in v Sloveniji Rugel in druge stvari. To sta bila dva velika plimna valova za zdravljenje. Drugi strokovni, prvi samopomoč in zdravljenje in oba ta velika plimna valova, prva tako velika v zgodovini človeštva, sta prebila realne možnosti za zdravljenje bolezni, odvisnosti od alkohola in vseh drugih bolezni, ki so povezane s kroničnim omamljanjem ali pa s katerokoli zasvojenostjo. To je bilo za terapijo. Vendar je pa treba tudi to pripomniti, da za zdravljenje mladih, zlasti pa za zdravljenje starih zasvojenih, ta dva plimna valova, zlasti drugi, nista veliko dosegla. Stroke starih ljudi danes in takrat malo zdravijo, zelo malo. In druga opomba, da po letu med leti 90 in 2000 ali pa že 80 in 2000 je potem na mesto soočenja z alkoholizmom bil plimni val soočenja z ilegalnimi drogami, ampak to ne bomo. Po letu 2000 je pa oboje upada. Tako da po letu 2000 smo pa priča v stroki, v zdravstveni politiki, v vsem, pravzaprav enemu simptomatskemu raziskovanju, pa simptomatskemu soočanju z zasvojenostmi, z alkoholom in tako naprej. Kar je seveda daje velike pluse na tem področju, velike rezultate, medtem ko problematika pa narašča. In če problematika narašča, potem pomeni, da nekega vala reševanja ni. Je pa treba reči tudi to,
da za preprečevanje, za preventivo pa plimni valovi 20. stoletja niso dali veliko. Zato pa imamo zdaj nov plimni val ugodnosti za preprečevanje po letu 2000, to pa je nevroznanost. Nevroznanost nam prvič v zgodovini z raziskovanjem možganov odkriva bistvo vseh zasvojenosti in omamljanja. In sicer neurokemično, s transmisijo in neuroanatomsko z utirjenimi potmi, navadami in tako naprej. To pa pomeni, da šansa, da bo soočenje z problematiko alkohola in z vsemi drugimi omamnimi zasvojenostmi je večja, kot je bila kdaj, in jaz upam na plimni val v 21. stoletju, v prihodnosti, verjetno ga ne bom dočakal, ki bo pa na veliko več eksaktnega znanja temeljil in bo lahko uspešnejši, še ko bo gradil na onem iz 30. let anonimni, pa do danes, in na onem iz 60., 70. Ena deviza, ki je ugodna za preprečevanje omamljanja in zasvojenosti, preprečevanje in zdravljenje tudi v starosti, je spoznanje, ki se je rodilo v drugi polovici, recimo Hannah Arendt je frazo naredila banalnost zla. Glejte, v zasvojenosti in v omamljanju ne z alkoholom, ne s čim drugim, jaz delam 47 let na tem področju, od 74. Nisem še srečal človeka, ki bi šel zavestno v to. Ti problemi se vsakem zgodijo. Če se zgodijo, podobno je z nasiljem nad starimi ljudmi, v družini, v domačem okolju, ki ga je 75%, gledajte, tam, kjer je nekaj nehote, nevede, ker se človeku zgodi, tam je velika šansa za preventivo. Tako da to je tudi šansa. Tukaj imate potem celostna preventiva. Preventiva prihodnosti, že danes je bilo to jasno iz poročila o 100 dogodkih, je celostna. Cel človek. To pa pomeni telesno, duševno, duhovno, socialno, sožitje, razvojno, vseživljenjski razvoj treba upoštevati in eksistencialno razsežnost človeka, ki je zlasti v starosti najvažnejša, se pravi smisel, vrednost življenja. Druga zadeva, ki imamo mi izkušnjo, je, da preventiva je lahko preventiva zasvojenosti in omam vseh na splošno, alkohola pa posebej kot najbolj množične omame, zlasti v starosti, je lahko samo posredna. Te direktne preventive z dogodki, informiranja, ki jih so pa tako fino dela, so nujne za ozaveščanje. Vendar samo ozaveščanje, ko enkrat ljudje vedo, ko vse ve o alkoholu, ko vse ve o nevarnostih, ko ve vse podatke epidemiološke, ko vse to ve, gledajte, raziskave, ki so jih Nemci delali na Max Planckovem inštitutu, sem bil gor, ker je 150 raziskovalcev, ki raziskujejo učinkovitost preventivnih programov in terapevtskih, so ugotovili tam okrog leta 90, da preventiva proti drogam in alkoholu je pogosto reklama, informativna. Ta stvar je z možgani zelo jasno, zakaj je tako, vendar je pa ta del nujen ozaveščanja, da se družba in posameznik prebudi. Vendar, če se samo prebudi, še ni nič naredil tisti dan. Treba je, ko se prebudi, se je treba zrihtati in delati cel dan. To pa so metode, ki se razvijajo zdajle, ki pa niso informativne, ki ne temeljijo na čelnem mrežnju znanja, poučevanja, dogodka ali pa feelinga srednjih možganov, ampak temeljijo na celoti možganov. To pa pomeni vsakdanje. Mi temu rečemo metoda skupinskega socialnega učenja, to razvijamo in tudi program, s katerim imamo izkušenj. Od leta 2012 smo prvič naredili za skupine za kakovostno staranje, par sto takih skupin se tedensko srečuje, po 6, 8, 10, 12 ljudi. In en program, ki je za eno leto, to se pravi za njih 30-40 srečanj skupine,
ima naslov Starajmo se trezno. Priročnik za člane skupin za kakovostno staranje, za člane in voditelje, in je potem teh 30 srečanj. Od 30 srečanj jih je, sem preštel, samo 6 govoril neki zasvojenosti, ali tableti, ali alkohol, ali to, pa še to zelo posredno, ne neposredno. Preventiva pred alkoholom, pred omamljenjem, pred zasvojenostmi je vtkana v celoto življenja, to pa tako, da človek boljše živi v družini in v družbi. Star človek, recimo, srednjeletnik pa tudi v službi. To pa pomeni zelo podobno, kot je zdravstvo vpeljalo zadnjih 30 let gibanje in zdravo gibanje in zdravo prehrano skozi vsakdanje življenje. So pa jo vpeljala, jaz sem zelo vesel tega prvega velikega projekta z 250 let strokovnega dela budžetom, kaj tazga še ni bilo v Sloveniji, to je res velik mejnik verjetno, vendar pa nadaljevanje SOPE, zdaj, ko bo leta 2021 konec tega, nadaljevanje, če bo res to preventiva, celostna, bodo šli ti programi, ki ste danes o njih govorili, v šolske programe, vrtca, osnovne šole, srednjih fakultet in univerze za tretje življenjsko obdobje. Bodo šli v vsakdanjo kulturo, izobraževanje, v programe medijev, kar je že SOPA delala. To pa pomeni, ko je preventiva vključena v celotno normalno življenje, tisto, kar človeka dela veselega, kar ga dela ponosnega in kar ga dela hvaležnega, da živi in da je z drugimi, da nam je tako, kot nam je. Glejte, to je pravzaprav varovalni dejavnik, pogoj in čez vse drugo. In še ena beseda, zadnja morda pri tem, preventiva tudi v starosti, posebno smo pa to raziskovali, pa ugotavljali pred desetletjem pri preventivi mladih, pred omamljanjem, alkoholnim in drugim. Preventiva ni dogodek, ampak je dogajanje. Preventiva mora trajati konstantno v neki družbi, vsaj skozi obdobje 25 let, to pomeni, kot ena generacija se rodi in dozori, vendar pa zaradi prepletenosti življenja verjetno mora trajati konstantno, seveda ne isti, ampak se razvijati 75 let, to se pravi 80, kot je dolžina človeškega življenja. Lejte, s tem bi jaz končal nekaj misli o tej temi, na temelju izkušenj, možnosti in meje za preprečevanje alkoholnega omamljanja starejših ljudi. Pravkar z ženo piševa obračun za 40-50 let dela na tem področju, monografijo Preprečevanje omamljanja in zasvojenosti. Hvala lepa. Hvala vam, spoštovani profesor Ramovš, za zelo široko in globoko razmišljanje. Dotaknili ste se ogromno tega, kar je bila tudi vsebina SOPA, in seveda ste šli daleč preko teh mej v problematiko preprečevanja škodljivega tveganja pitja alkohola in tudi odvisnosti. Jaz verjamem, da vi ne boste še zlepa odnehali in tudi mi ne bomo še zlepa odnehali. Tako da še enkrat hvala lepa. Naslednja predavateljica je dr. Olivera Stanojević-Jerković, ki bo predstavila stališča starejših do pitja alkohola in kaj lahko storimo v Sloveniji. Spoštovana kolegica, izvoli. Samo če mikrofon, prosim, prižgete. Se zdaj slišimo? Odlično. Ja, veš, ni mi dalo. Hvala lepa, se opravičujem, da sem bila malo prehitra, sem pa res zelo pozorno poslušala mojega predhodnika, profesora Ramovša, in mislim, da bo tudi nekatere moja predstavitev samo potrdila to, kar je že povedano. Uvodoma mi samo dovolite, da izkažem čestitke vsem
izvajalcem in vodjem projekta SOPA in tistim, ki ga podpirajo. Se sama tudi štejem za tiste, ki so podporniki in so tudi na nek način ves čas aktivno sodelovali in podpirali tematiko, tako da vse čestitke. Moja prezentacija kot zadnja bo predstavila, ima naslov Stališča starejših do pitja alkohola in kaj lahko storimo. V Sloveniji gre za rezultate nekoliko starejše kvalitativne raziskave, ki je takrat pred nekako 10 leti bila prva tovrstna v slovenskem prostoru in je izvedena bila na 4 fokusnih skupinah starejših, obeh spolov, v 2 inštitucijah, Dom Tisje, Dom Danice Vogrinec, in je vključevala seveda mnenja starejših in seveda mi je v veselje, da to danes predstavim. Izvedena je bila raziskava skupaj z profesor Markom Kolškom in profesor Danico Rotar Pavlič. Ja, preden smo seveda začeli, izvedli samo raziskavo, smo pregledali literaturo. Ta je seveda nekoliko starejša, ampak kot pripravo za to srečanje sem pogledala tudi nekatere novejše reference in ugotovila, da se stanje ni veliko spremenilo. Nažalost je, kar tudi govori o tem, kar je tudi profesor Ramovš omenjal, staromrzništvo in stigma, je malo literature z tega področja. Pravzaprav se ni veliko raziskovalo na področju te populacije. Ja, kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da obstaja kar nekaj delitev pri starejši populaciji glede na način pitja in količino spitega alkohola in se ta v starejšem življenjskem obdobju praviloma zmanjša. To velja zlasti za čezmerne pivce, gre na račun seveda fizioloških sprememb, zmanjšanja tolerance na alkohol, pa tudi v literaturi na račun visokih stroškov, sploh pri moških. Po drugi strani količina alkohola lahko narašča ali se celo tvegano pitje prične v poznih srednjih letih, to je predvsem kot način soočanja z različnimi problemi. Tu moramo biti posebej pozorni na populacijo žensk, sindrom praznega gnezda, ločitve, zakonske težave, to je potrebno, o tem je potrebno razmišljati. Vsi ostali pa nekako nadaljujejo dotedanji vzorec pitja alkohola, zlasti to velja za manj tvegane. Potem so razlike glede pričetka tveganega pitja v življenjskem ciklu. Zgodnji začetek, torej nekako pred 25 letom starosti, v literaturi je povezan z pogostejšimi zastrupitvami z alkoholom, s težjimi oblikami nekaterih duševnih motenj, kot sta anksioznost, depresija, in tudi z večjo verjetnostjo opustitve zdravljenja. Pozni, ki se nekako začne po 45, torej v srednjih letih, se povezuje z resnejšimi zdravstvenimi težavami, tudi z večjo motivacijo za zdravljenje. Hkrati pa je zanimivo, gre za dejansko tiste, ki imajo zelo podporno pivsko okolje, bolj so zadovoljni z življenjem, imajo večje količine spitega alkohola, redno kadijo in podobno. To, kar nas seveda lahko skrbi, da so težave zaradi čezmernega pitja alkohola pogosto spregledane. Bodisi zato, ker jih zmotno pripisujemo drugim stanjem, ki se povezujejo s starostjo, vemo, da so to tudi druge duševne motnje, druge kronične bolezni, so pa tudi v družbah, kot je naša, torej tako imenovanih mokrih družbah, tudi pogosto spregledane. Recimo ocenjuje se, da v ambulanti družinske medicine dnevno 5 do 10 recimo takih primerov, ki so lahko spregledani. To, kar je tudi profesor Ramovš že omenil, bodoče generacije bo zelo številna, nažalost pa se ocenjuje, da bo deležna manj udobja in s tem tudi to nam povečuje tveganje za tvegano in škodljivo pitje alkohola, na kar moramo biti pozorni. Kdo ima večjo verjetnost tveganega in škodljivega pitja alkohola v starejšem življenjskem obdobju? To so po ugotovitvah tujih študijah so predvsem
kot osebni dejavniki moški. Tisti, ki slabše predhodno funkcionirajo ali se izogibajo spoprijemanju s problemi, torej ne poznajo strategij ali jih ne uporabljajo, in tudi tisti, ki so imeli zgodovino neprijetnih življenjskih dogodkov, predvsem so to različne izgube, ter tudi stresorje, kot so kronična bolezen, tudi zakonske težave in podobno, ali imajo pitju podporno družbo. Seveda tako strogo ločeni niso, osebni in okoljski dejavniki, gre za interakcije in interakcije le-teh bodo napovedale tudi ne samo način pitja, temveč tudi iskanje pomoči. Podpora družine, socialna mreža, ki motivira za spremembe, naravnanost v zdrav vedenjski slog varujejo pred tveganim in škodljivim pitjem alkohola. Prav tako visoka cena oziroma nizka dostopnost alkoholnih pijač je varovalni dejavnik, o tem je že bilo govora. Torej, kaj je ugotovila naša raziskava konkretno? Spraševali smo starejše, kaj so ti dejavniki v življenjskem ciklu, ki spodbujajo po njihovem mnenju pitje alkohola, kaj so bile njihove izkušnje. Gre seveda za predvsem težko otroštvo, otroštvo v pomanjkanju, tudi mladost, težko fizično delo, tudi izgube pomembnih ljudi, zlasti gre za izgubo staršev, potem dostopnost, visoka dostopnost alkohola, težko fizično delo se je povezovalo z pitjem alkohola in z veliko dostopnostjo. Potem so to izguba partnerja, različne zakonske težave, pa tudi spremembe okolja, recimo sprememba domačega okolja z recimo inštitucijo ali kakšna preselitev je sprožilni oziroma lahko sprožilni dejavnik. Potem so to veseli dogodki, rituali, gre za seveda našo družbo, vse se proslavlja z alkoholom in ali se tudi žaluje z alkoholom, torej neprijetna čustva so tudi povezana lahko s pitjem oziroma spodbujajo pitje v starejšem življenjskem obdobju. Kaj pa tisto, kar ovira? Najbolj ključen ali pa mogoče edini ključen je bolezen v družini, bolezen torej partnerja ali pa same osebe, tudi zasvojenost staršev ali pa partnerja je lahko dejavnik, ki ovira uživanje alkohola, tudi slabo prenašanje alkohola, torej te prve slabe izkušnje v življenjskem ciklu in tudi odsotnost pivskega okolja ali pa družbe. Potem so tu dejavniki, ki pri nekaterih ovirajo, pri drugih pa spodbujajo pitje alkohola in zanimivo je, v teh časih so tudi zdravstveni delavci, zdravniki bili tisti, ki so včasih tudi motivirali za nekoliko za pitje alkohola v smislu boljšega počutja. Temu danes gotovo ni tako več. To so pa tudi pomembni bližnji. Zanimive so tudi strategije obnašanja v pivski družbi in v taki družbi, kot je naša, so ti pritiski zelo visoki. Torej, prilagajanje načina pitja, skrivanje celo lastnega načina pitja je pogosta strategija v pivski družbi, manj pogosto je zapuščanje pivske družbe ali pa jasno odklanjanje, kar seveda govori o velikih pritiskih. Poznavanje priporočil, takrat smo še govorili o priporočilih, je površno. Starejši nimajo dobrega mnenja o le-teh oziroma smatrajo, da so dovolj izkušeni, da se zanašajo na lastna merila, občutke in izkušnje in v principu smatrajo, da tudi, in so tudi skeptični namreč do tega, da bi lahko imeli težave pozneje, če niso imeli težave prej. Kaj je pa mogoče še to, kaj je podobno kako podobne so naše ugotovitve oziroma konsistentne z ugotovitvami drugih raziskav. To, da se vzorec pitja, torej način pitja prenese
praviloma pri nas v starejše žensko obdobje, vendar pride do zmanjšanja tako količine zaradi prej omenjenih težav, pa tudi priložnosti, krči se socialna mreža. Pojavljajo se zdravstvene težave in to je eden praktično vodilnih in mogoče edini pravi za zmanjševanje količine ali pa prenehanje, če je to ob podpori zdravnika ali pa je toliko boljši, isto velja za iskanje zdravniške pomoči. Čezmerno pitje je pri nas se pokazalo posledica negativnih teh življenjskih, težkih, ključnih življenjskih dogodkov, kot so izgube ali pa rahljanje socialnih stikov, tudi spremembe okolja. Edini najpomembnejši pravzaprav sprožilec čezmernega pitja, če govorimo o boleznih, pa je depresivna motnja. Zelo so poudarjali naši udeleženci pomen vzgoje od malih nog, torej od mladih nog. Torej gre za mogoče najbolj ključen odnos in to, kar je prej omenjeno, torej začeti moramo zelo zgodaj z vzgajanjem o pitju alkohola in ne pitju alkohola. Kaj pa je bilo drugače in kaj govori o nekih naših specifičnostih? To je, da podpora družine pri odločitvi za spremembo pri nas se je pokazala kot nezadostna, kar lahko govori o velikih pritiskih iz okolja. Po drugi strani pa je socialno-ekonomsko stanje, višine dohodka se pri nas nista pokazala kot napovedna dejavnika tveganega pitja, kar govori o spet visoki dostopnosti, nizki ceni alkohola lahko. Zelo na kratko, ker je bilo veliko govora o tem, kaj želimo, če poznamo vsa ta stališča, če so nam starejši sporočili to, kar moramo vedeti. Sporočajo nam samo to, da če želimo spremeniti stanje tudi na področju pitja alkohola in zmanjšanja tveganega in škodljivega pitja alkohola, potrebujemo boljšo vključenost oziroma moramo zagotoviti boljšo vključenost, bolj opolnomočene, starejše, dostopne in dosegljive programe, ki so njim prilagojeni, jasni, morajo videti smisel za izvajanje le-teh. S tem bomo dosegli boljšo kakovost življenja in manjše neenakosti v zdravju starejših. Zato imamo nekaj vzvodov v našem slovenskem prostoru, že omenjeno strategijo dolgožive družbe, ki je krasno napisana. Imamo skupnostni pristop, ki ga naprej želimo razvijati in moramo razvijati, ker samo na ta način z vključevanjem v lokalno skupnost in vključevanje lokalne skupnosti za reševanje zdravstvenih problemov s pomočjo ostalih deležnikov lahko povečamo vse to, o čem smo zdaj govorili, in seveda priložnost je sprememba na področju oziroma izboljšanje duševnega zdravja. Saj duševno zdravje vključuje seveda tudi takšno problematiko, kot je problematika alkohola, ker ga ne moremo gledati ločeno od ostale zdravstvene problematike. Resolucija nacionalnega programa duševnega zdravja predvideva prvič tokrat promocijo duševnega zdravja in preprečevanje ter destigmatizacijo duševnih motenj pri starejših. Tega prej ni bilo. Torej, ozaveščanje, o katerem je tudi govoril moj predhodnik, je potrebno, je nujno in je samo začetek. Ozaveščanje tudi na področju posledicah rabe alkohola in destigmatizacija različnih programov zdravljenja je tisto, kar seveda potrebujemo, če želimo konkretno še spremeniti stanje na področju tveganega in škodljivega pitja alkohola in samo na ta način, torej celostno preventivo lahko tudi dosežemo, da bomo preprečili torej tisto povečanje, kar sem ga najavila na prvem slajdu, ki se pričakuje zaradi porasta deleža starejše populacije. Za več seveda informacij, za zelo zanimiva stališča samih starejših, za katere zdaj ni bilo časa, pa najdete na povezavi,
ker ker lahko pogledate članek v celoti in si resnično želim, da tudi s tovrstnimi raziskavami, nadaljevanjem tovrstnih raziskav in seveda ob vključevanjem intervencij v lokalne skupnosti oziroma tudi na primarni ravni zdravstvene službe in tudi v socialnem varstvu lahko si skupaj spremenimo stanje tudi na tem področju. Hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala, Olivera. S tem smo zaključili sklop o alkoholu pri starejših.